In tako mamno dišeč primorsko obar vam bo danes studio Radia Robin, von po dobrem pršutu, odlični vinski kapljici, vrhunskih sirih, pa še bi lahko tu naštevali. Bomo postali lačni, tako da pustimo to za nadaljevanje. Dober dan voščim, najprej Vanja Trkman in seveda dober dan tudi našima gostoma. V studiu sta z nami Anka Miklavič-Lipušček in Silvan Peršolja. Dober dan obema. Pozdravljeni. Dober dan, pozdravljeni. In seveda dobrodošla pri nas v korakih do uspeha. Hvala na tem mestu podjetju Spintek in direktorju Trelastniku Goranu Miškolinu za pokroviteljstvo. V tokratni sezoni se lotevamo priložnosti, na grobo rečeno, ki jih ponuja regija, in zagotovo je veliko priložnosti tudi na področju lokalnih pridelkov in izdelkov, saj smo Primorci, kaj ne. No, preden spregovorimo o samem združenju Poprimorsko, ki bo ta osrednja nit današnje oddaje, pa čisto na kratko moramo preveriti, Anka, kako je v penziji. Imate sedaj več časa za te, bomo rekli, koničke, hobije? Prav pošteno, zelo lepo je v penziji, drugačno, bom tako rekla. Drugo življenje, čeprav je tako, da je to življenje tako, kakor si ga tudi sam narediš, ne? In jaz sem pač človek, ker se mi mora nekaj dogajati, tako da zato sem tudi čez meri s temi fanti in puncami po Primorsko zraven, ne? Ampak živiš lahko bolj umirjeno, sam prilagajaš svoj delovni dan ali svoj tempo, bom tako rekla, in imaš sigurno več časa za tiste stvari, kar jih prej ni bilo, resnično ni bilo časa, in se pač ukvarjaš s tistim, kar te veseli, kar te žene naprej, kar te daje emocijo, energijo, in ne nazadnje, tako bom rekla, lahko se več posvetim tudi svojim vnukom, in tudi to je malo pa za dušo, za dobro voljo, za, ne vem, ti polepšajo, tako, za mladostnost, in ti ne dajo, tudi vnuki ti ne dajo časa, da bi rekel, zdaj pa se mi nada, ne, tam je pa treba, če treba je igrati nogomet, greš pa igrati nogomet, in to je to, no. Pa na planino še vedno greš? Na planino pa itak, jaz mislim, jaz sem zlokrat že rekla, pa verjetno so me tudi že slišali, da Tolminci imamo te naše planine verjetno nekako podložene že v zibelko v gene, ne? In jaz si mislim, da brez teh planin sploh ne bi znali živeti, ne? Ker to je del nas, to je del naše identitete, del našega načina življenja, in ne nazadnje pa tudi potreba, ne? Na koncu se krave odženemo v planine, zato tudi, ker doma v dolini nimamo dovolj površin, da bi lahko priredili tako število živine, in ne samo to, da je to naša potreba, je potem tudi potreba širše skupnosti, ker zato tudi poskrbimo, da te lepe predele naše Slovenije, naše Primorske, ostajajo obdelani, ostajajo privlačni za turizem, za tiste, kar nas pridejo pogledati, in gor je res, bom rekla tako, za dušo, za telo in duha, ne? In tudi to, ko sem bila še v službi, ko sem bila še aktivna, a veste, enkrat sem rekla, koliko so manjši problemi, če jih gledaš kar nadol, kakor če jih gledaš tako od blizu, in to je dejstvo, ne? Nekako pozabiš na to, ne? Tako da, ja, to je še zmeri, še bolj, tako da lansko leto sem preživela na planinu v dobrih 3 mesecih 36 dni, to je pa kar en tak dolg delovni dopust, no, ampak prijeten. Slišati je čudovito. Silvan Peršolja, koliko vam ostaje časa, da se podate v vinograd? Lahko bi rekli, da velja podobno za vas pravzaprav, da imate nekaj že v genih, da je potrebno tudi to briško zemljo obdelati in iz nje pridelati tisto čudovito rujno kapljico. Ja, včasih ni bilo fitnessov in tega niti ni bilo potrebe, ne? Če si rojen na kmetiji, potem nekako svoj ritem in način življenja upleteš oziroma se vključiš v tisto, kar je okolje. In tako ostaja tudi zdaj. Zdaj so ritmi malo drugačni. Za fitness pa še vedno ne rabite plačevati? Zaenkrat ne čutim neke velike potrebe, ne, tako so pa tudi potem izpolnjene sobote in žal tudi nedelje, ampak je neka dinamika. Če si v ritmu letnih časov, če delaš tisto, kar narave kaže, ne, je tudi eno tako notranje zadovoljstvo po vseh stresih od celega tedna. Dolgoletni direktor ste kleti Brda, ampak ne bomo spraševali o penziji, tako v navednicah, o pokojitvi, torej verjamem, da imate še veliko izzivov pred sabo. Bomo pa povprašali po vaših načrtih v političnih vodah, kajti v Brdih se šušlja, se govori, da naj bi se zanimali tudi v tej smeri. Ali kaj drži na teh kvantah, kot jim rečejo po domače? Ne, da bi jaz kaj dozvedel o tem, no.
Dobro. Je pa nekaj res, ko si v Brdih, si globoko vpet v to in meni je vrednota, lokalno odločiš se, kje boš delal, čemu posvetiš svoje energije, morda zaradi tega, ampak dejansko sem malček proč od tega. Imamo v zadrugi obilo problemov, izzivov bolj. Kot se reče do sedaj. Ja, veliki, mi smo se že pred leti usmerili v izvoz, nekako naš trg je cel svet, zdaj z vsemi temi zapleti, ki prihajajo, v bistvu cel cajt je en občutek, še to naredimo, potem bomo imeli nekaj cajta mir, ampak nekako ga ni, no, tako da tudi nekako rastemo po lestvici navzgor, po kakovosti, tako da se odpirajo zahtevnejši trgi in z super ekipo, ki je v kleti, je prav vlečete, ne, to je kot dobra športna tekmovalna ekipa, ko imaš občutek, zdaj bom utrujen po enem tekmovanju. Ne, komaj čakaš, da bo naslednja tekma. Poprimorsko je združenje, ki je nastalo prav pred desetletjem, lahko rečemo. Pobudnica ste Anka Miklavič-Lipušček, prav sami, oziroma tako nekako sta mi dopovedala, da je to nastajalo sproti, spontano. Takrat ste bili še v vlogi direktorice mlekarne Planika in ste nekako na kup zbobnali te vaše kolege iz primorskih kmetijskih zadrug in živilskih podjetij. S kakšnim namenom pravzaprav? Ja, res je, 2015. leta sem vse te fante, takrat še ni bilo Tine Podobnik, ki je zdajšnja direktorica kmetijske zadruge Idrija, bil je še Franci Čuk, takratni direktor, poklicala v Kobarid, jih poklicala po telefonu, najprej, če se spomniš, Silvan, rekla, ste za to, da se malčko dobimo, mi malo podružimo, pogledamo malo skozi mlekarno, da vidite sploh, kako poteka proizvodnja pri nas. Ja, jaz sem zdaj 2 leti v penziji, no, tako da je bilo to takrat kar precej aktivno, no, in potem se malo podružimo in vidimo, a lahko tudi kaj nastopamo skupaj, tudi skozi je bila neka, bom tako rekla, neka borba proti tem našim, ne proti tem našim trgovcem, proti tem pogojem, ker so nam jih postavljali. Mi itak smo rabili in še se zmeri rabite naše trgovce, ampak bilo je pa res včasih težko in če si imel nekoga na drugi strani telefona, da si ga vprašal, kako ti gre, in da ti rekel, lej, sej danes ni lih najboljši, jutri bo boljši, pa si že bil mogoče, te že dvignil malo tvojo samozavest. No, in res so se, moram reči, vsi odzvali takratmu povabilu in prišli v Kobarid in takrat je bil še, so bile tudi v Vinakopru je bil drug direktor, ki je zdaj v penziji, potem tudi v Agrariji je bil drug direktor, ne, tako da v teh letih smo se pač tudi že zamenjali, ampak bili so veseli nekako povabila, zgleda, da smo vsi nekako rabili neko druženje naše, ne, ker smo se čutili, da smo kljub vsemu nekako povezani in dejstvo je, da smo se že takrat prodajali, ne vsi v vseh trgovinah, ker vsak je imel neki svojih trgovin, ampak jaz sem videla tudi neko priložnost, da začnemo tudi tu mogoče kaj bolj sodelovati, ne. No in na prvem srečanju v Kobaridu, če se spomniš, Silvan, smo se dogovorili, da bomo to naše prvo srečanje ponovili in ga poskušali tudi nadgraditi v tej smeri, ki sem jo prej omenila, ne, pa mogoče še v kakšni drugi. In res, to se je potem začelo ponavljati, dogovorili smo se pa tako, da se srečujemo enkrat pri enemu, enkrat pri drugemu, da spoznamo tudi ne samo o sebe, direktorji, ampak tako, kot ste rekla, kako poteka proces, kako poteka posamezna proizvodnja, s katerimi kmetje na zadnje posamezna firma sodeluje, ker tudi tu smo se prepletala, ne. In kar se mi je zdelo, mogoče ni toliko zelo pomembno, noben ni čutil, da je konkurenca drugemu. Recimo 3 kleti so, Brda, Vinakras in Vinakoper, ampak se niso gledali kot neka konkurenca, ampak kot dopolnjevanje, bom rekla, svojimi proizvodi na trgovskih policah. In če si združen, si močnejši, a ne? In eden je predstavlja en delček Primorske, 3 so predstavljali pa že celo Primorsko, a ne? Ali pa recimo kmetijsko-gozdarska zadruga Idrija pa Tolmin, oba predelujeta, pa Kras Sežana, vsi imajo mesne proizvode tudi. Dobro, mi smo bili sami od mlekarjev, ne vem, bom rekla, smo imeli nesrečo, ampak tako pač, ampak nismo čutili neke konkurence, ampak neko spodbudo pomagati eden drugmu. No, morda, Silvan Pršolja, prav kako vidite, glede na to, da, kot je Anka omenila, ne, ste 3 zadruge prav na področju vina? No,
to združenje po primorsko, to je združenje primorske živilske industrije. 11 nas je. Ja. In nekaj nas druži, teritorijalno. Mi po primorsko, kakor se čudno sliši, ko gremo v Ljubljano, moraš malček razložiti, kje je, kaj je zadruga Tolmin, kaj je zadruga Idrija. Eni menjajo Dobrovo in Dornberg tudi, kadar govoriš drugod po Sloveniji, tako pač je. In tudi okoliščine so take, kako se v tej živilski industriji tudi se dogaja in se še dogaja ta proces koncentracije. Pridelovalci mesa, perutnine in tega, to vstopajo evropski in svetovni velikani, kupujejo podjetja. Kako zdaj preživeti v tem gospodarskem okolju in kaj je naša prednost? In smo rekli, naša prednost je prav to, odkudar izhajamo, teritorij in vsi naši proizvodi imajo, poleg tega, da so hrana ali pijača, so en nosilc neke enogastronomske kulture, tradicije nekega področja. Kakorkoli je to vpeto v to, kar delamo. In smo rekli, to moramo sporočiti navzven, dajmo to ohranjati. Poleg tega so pa ta podjetja ravno tista podjetja ali zadruge, vez med posamično kmetijo in organiziranim trgom. In morda premalo to poudarjamo, zaradi tega, ker ostaja ta organizirana proizvodnja, je Primorska tudi lepa, obdelana, je ta kulturna krajina in vsi hkrati imamo tudi v svojih načrtih, to je trajnostna pridelava. Pokrivamo veliko število kmetij in želimo, da tudi prihodnje generacije ohranijo ta proizvodni potencial v vseh smislih. Naravno, ekološko, seveda in tudi ekonomsko. Zdaj, to je neka rdeča nit, ki nas druži in v naših pogovorjih se ravno tu srečujemo, kako se lahko drug od drugega česa naučimo, kakšne so skupne težave. In tako je, vsa ta srečanja so zelo konstruktivna, so diskusije kar, vsebinske. Iztočnico smo dali, zakaj lokalno, zakaj domače, zakaj je to tako pomembno. Anka Lipušček-Miklavič, rezultati združenja so tudi med drugim to, da si med sabo recimo izdelke prodajate v trgovinah, pa da na druženjih uporabljate vaše izdelke. Nenazadnje ste tudi na nedavnem srečanju, ki je potekalo prav prejšnji teden, skuhali sami kosilo, bomo rekli, iz proizvodov, ki sestavljajo združenja po primorsko, drži. Ja, res je. Zakaj lokalno? Bom tako začela. Lejte, skozi govorimo o 0,0 kilometrih, in to je res pomembno, in kot je že Silvan prej rekel, skrbimo za trajnost, za obdelano krajino. Nenazadnje skrbimo za skoraj 1900 zaposlenih, ki jih je zaposlenih v teh živilskih podjetjih. Silvan je omenil 11 podjetij in še nekaj zelo pomembno. Vseh teh 11 podjetij je še zmeraj 100% na slovenski lasti. In vsa ta podjetja kupujejo od okoli 2000 kmetov, ki so nekako tako drugače vezani na to živilsko predelovalno industrijo. In to je izjemnega pomena. A veste, na koncu dan se mogoče premalo zavedamo tudi tega, da če te panoge ne bi bilo več, ne samo to, da ne bomo imeli dost hrane, in vemo, da hrana je ena glavnih stvari, za katero bi morala poskrbeti vsaka država, če bi se zavedala pomena, lačni ne bomo mogli preživeti. In vsi pravi, za vsako ekonomsko prihaja prehrambena kriza in to je treba tudi imeti v glavah, ko razmišljamo o teh podjetjih, tudi o spodbudah strani ministrstva ali pa drugih odločevalcev. O tem, zakaj in kako vam ne prisluhnejo odločevalci, morda v nadaljevanju, ali če ostajamo, Silvan Pršolja, malce pri tej večeri, zares me zanima, kako to poteka, oziroma kako se tudi na takih druženjih, bomo rekla, izmenjujete lokalne proizvode in kaj ste skuhali? No, seveda je treba najprej, da se med sabo dobro spoznamo. Jaz, ko sem odkril to bogatstvo in vsebino sirov v Planiki, hkrati smo videli, da oni vejo nekaj o vinu, ma ne zelo veliko. In kadarkoli imamo dogodke, recimo martinovanje, ko je v Brdih, vedno
povabimo vsa ta živilska podjetja, da se predstavijo z degustacijami, z direktno komunikacijo. Nekomu, ki pride ali po pašto, ali pa košček pečenega mesa, ali košček sira, ali kozarc vina, je nadvse dragoceno, če lahko govori s tistim, ki to ustvarja. In s to medsebojno izmenjavo smo si zelo obogatili. Velikokrat rečemo, imamo odlične proizvode, a ne samo pri vinu, tudi vse druge, ampak nimamo zgodbe, tako imenovane zgodbe. Zgodba je ravno to, kako zadeve nastajajo, kaj vsebuje, v čem so drugačne od ostalih. In ugotavljamo, da naše so drugačne. In tudi ta zadnja izkušnja, o kateri sprašujete, je nastala tako, da smo provali iz tega sami narediti nek obrok in je bila čudovita izkušnja. Veliko moraš vedeti, jaz prav veliko pojma o kuhanju nimam, ampak mi je bilo pa kar zanimivo se ukvarjati tam s kosom surove ribe in kombinirati z vinom. No, a smo pripravljeni plačati več za lokalno? Jaz sem tako rekel, da so vse, jaz če se spomnim mojih prvih let v Planiki, ko sem prišla leta 95, veste, noben ga ni zanimalo, ne odkud je mleko, ne od kako je predelano, samo cena. In z leti se mi zdi, da se je spremenilo, in tisti, ki se zavedajo, da s tistim, ko kupiš dobro lokalno hrano, v bistvu si kupuješ posredno tudi svoje zdravje na koncu, ker okus, zakaj tu govorimo lokalno, doma, pridelano, pa ne vem ki, pridelano na tak bolj na ekološki način, so naravno, pa ne vem. A veste, na koncu se to iz osnovne surovine se potem skuha nek proizvod. In če je osnovna surovina dobra, boš ti lahko naredil dober proizvod. Jaz sem skozi govorila, če v mlekarno, če nam na dvorišče mlekarne pripeljamo dobro mleko, in če nam proizvod ne rata, smo mi šlampasti, nekaj naredili narobe, ampak iz slabe surovine pa ne moreš narediti dobrega proizvoda. In zato tudi mislim, da so začeli, sploh me veseli, da tudi pri mlajši populaciji, mlajših kupcih se opaža to, da sledijo deklaracijam, gledajo na kakšen način je pridelano in tudi so pripravljeni, seveda tisti, ki si lahko to privošči, plačati kakšen cent, se to niso za velike razlike, za velike denarje. Ampak s tem, ko daš malo več za hrano, poskrbiš, kot sem že prej rekla, tudi za svoje lastno zdravje. Saj pri nakupu telefona ne razmišljamo, ne vem, cena 10 € več ali pa manj, ampak ga kupimo, ko ga želimo imeti, dajmo tako razmišljati tudi pri hrani. No, morda, če bi dodali, gospod Pršolja, vi se usmerite sicer bolj na tuje trge, tu je malce drugačen pristop pri vinu. Seveda za ta obseg pridelave vrhunskih vin v Sloveniji je slovensko tržišče premajhno. To smo že 20-25 leti se usmerili v tujino in strateški cilj, da polovico prihodkov ustvarimo zunaj. Smo zelo blizu tega, ampak o tej zadevi, da je treba potem za domače in trajnostno pridelano, da to košta dosti več. Ko dejansko veš, kaj si kupil in koliko potem od tega imaš, koliko vržeš stran, potem je slika malček drugačna. Govorim velikokrat predvsem o teh tudi javnih naročilih, vrtci, šole. Glejte, vsi starši ogromno si prizadevajo za dobrobit otrok. Potem pa, da se pa je egiptovski krompir ali pa zelenjava od ne vem kot, pa nenadoma je zavita v neke birokratske postopke, razpise in podobno. In ravno to področje razpisov je bilo velikokrat tema debate, ker je nonsens, da v Kobarid vozijo jogurte iz Prekmurja. Zakaj se zanašamo na domače izdelke le v kriznih razmerah? Ali se država dovolj zaveda in prepozna pomen domačih ponudnikov? Tudi zato so se, recimo takole, predstavniki 11 primorskih živilskih podjetij in zadrug povezali v združenje Po Primorsko, v katerem izpostavljajo prav nujnost ohranjanja domačega lastništva živilskih podjetij in zavezanost lokalnemu okolju. Obenem pa tudi, in to ste izpostavili prav lani, odločevalce pozivate k vzpostavitvi jasne lokalne in državne strategije za kmetijstvo za naslednje obdobje. Kako teče ta dialog s predstavniki ministrstva? Vam prisluhnejo? Anka Lipušček-Miklavič?
Jaz bi nadaljevala tu, tako bi rekla, želimo si več posluha na nasprotni strani oziroma na strani odločevalcev. Kot ste že sama rekla, ne, mislim, da bi se mogli tudi ti še kako zavedati, da kako pomembna so, kar smo že prej omenili, ta podjetja, ki pridelujejo oziroma kmetije, ki skrbijo za to, da pridelajo dosti surovin in potem podjetja, da jih predelajo in potem pošljajo kot kvalitetne proizvode na trgane. Na koncu je potrošnik tist, ki odloča tudi o življenju posameznega podjetja. Ne. Mi bomo živeli oziroma firme bodo živele toliko časa, dokler bodo njihovi proizvodi pobrani s police. Ne. To je dejstvo. Tega se treba zavedati. In pri vseh teh stvareh bi se mogla država zavedati, da je nujno, da tudi vsi poslujemo, v glavnem delujemo v področjih, ki so težji, ker so težji pridelovalni pogoji. Ne. Naša območja so v glavnem območji z omejenimi dejavniki. Ne. Na takih kmetijah delajo tudi naši kmetje. In tega mislim, da je to premalo zavedanja, koliko so te kmetije pomembne, da poskrbijo za to, da ta področja ostanejo ne samo obdelana, na koncu poseljena. Preveč vasi se nam je že spraznilo, preveč ljudi je šlo že... Poudarjajo decentralizacijo in naprej, ampak se ustavi pri besedah. Se ustavi pri besedah in to ni prav. In ta podjetja delujemo... A veste, koliko je problem pripeljati mleko v Kobarid iz teh hribov v zimskem cajtu? Gremo po njega, ker se zavedamo, da če po mleko ne bomo šli, potem lahko bo kmetija še mesec, dva, potem je ne bo več. Silvan Peršolja, izpostavili ste, da ste mikroigravci na tem, bomo rekli, večmilijonskem trgu, kaj milijonskem? Globalnem trgu. Globalnem trgu. Tako, kako se lahko recimo na razpisih borite primorska podjetja, da pridete na različne, tudi javna naročila, kar je gotovo pomembno tudi za vas? No, velikokrat se kmetijstvo povezuje, češ, tle so razpisi pa podporna nepovratna sredstva. V bistvu tega denara ni zelo veliko. Če pogledamo, Evropska unija namenja temu, ampak jaz, če primerjam recimo vinogradnike, z vinogradniki v Furlaniji so neprimerno bolj, ne vem, skozi kakšne kanale financirani. Ampak ključno je, kaj je v glavah potrošnikov. Dokler cenijo naše proizvode, ki ni sam po sebi proizvod, ampak nosi sabo neko zgodbo, neko tradicijo stoletij, to se trudimo, da ohranjamo, in hkrati probamo tudi skozi sistemske ukrepe. Nekaj je res na podeželju. Kmetija, ki se zapre, se ne oživi več. Štala, kamor gre krava ven, se ne odpre. Manjše kmetije seveda ne morejo iti v korak s časom, vendar trudimo se vsi tudi v tem združenju ohranjati pogoje, da bo potem ta potencial, ki ga ima Primorska za pridelavo hrane, pa od travinja pa do vinogradov, da ostane obdelano, da bo tudi dovolj ljudi in zato morajo biti ustvarjeni neki določeni pogoji. En del naših prizadevanj gre v opozarjanje na to in kadar skupaj povemo, na Primorskem je tako, se bolj sliši, kot da pa posamična podjetja jamrajo vsak po svoje. Enkrat ima eno točo, drugič pozebo in to, pa rečijo, dobro, to je del tega posla. Ko pa povemo, in zdaj je ta glas že malo močnejši, tudi skozi druga združenja, pravi, to so oni po Primorsko, vsi mislijo, da smo mi zelo organizirani, da imamo en kup statutov, poslujemo pa res tako, na zaupanje med sabo. Prejle smo zaključili pri tem, da je pravzaprav to gibanje zaenkrat še precej neformalno, oziroma razmišljate pa, da bi ga nekoliko bolj formalizirali, kako, v kakšni obliki? Ja, res je, to je, kako sem rekla, neko neformalno druženje. Ravno zdaj v zadnjem času, ko smo ga tudi malo dodelali, bom rekla, tudi celostno podobo malo polepšali, poštimali, pošminkali, če tako rečem, tako da smo po Primorsko, klapa dobrih okusov, kar tudi pove nekaj o nas, slogan, da bi dobili neko obliko, ko bi lahko to neformalno druženje naredili malo bolj formalno, ki bo lahko kandidiralo tudi na določenih razpisih, da bi lahko tudi se promovirali. Zdaj gremo enkrat na leto v Ljubljano in ocenjujemo do septembra, takrat, ko praznujemo, približno takrat, ko praznujemo našo tako, in na to smo izjemno ponosni, zato smo se tudi že na samem začetku odločili, da bo ta naša
celostna predstavitev v tem času, tudi v Ljubljani. En teden prej imamo zdaj par let že tiskovno konferenco na Cerju, ki je tudi zelo uspešna in tudi moram reči, da se nam čedalje večjem številu pridružujejo tudi naši župani, primorski župani, kar je tudi zelo pomembno, ker se tudi oni zavedajo pomembnosti teh podjetij, ki delujejo na posameznem področju. In zato želimo, da bi si pridobili tudi nekaj denarja, ki je na razpolago, da bi lažje naredili še dogodke druge po Sloveniji, da bi se tudi drugim predstavili, kakšni smo, pa ne samo to, kako se da, če se hoče sodelovati. Pa tudi, da bi morda bili bolj uspešni na kakšnih razpisih. To pa itak, ne. Silvan je prej omenil te javne razpise. Za mene je to totalna, neumnost, da še zmeri je glavni odločevalec, kdo bo jedel, pa ne samo otroci, tudi starostniki, vsi javni zavodi, cena. Ampak, glejte, ni to najbolj pomembno. Pomembno je, odkot proizvod prihaja, kje je pridelan in če je šola 200 metrov od živilske industrije, kot je rekel Silvan v našem primeru, a ni lepo, da lahko potem ti otroci jejo jogurte ali pa na koncu, ne nazadnje, hrenovke iz tiste firme, ki je najbližje šoli. In to je pomembno, to moramo vedeti, ker na koncu tudi z javnimi razpisi ogromno se lahko proda skozi te javne razpise, ogromno hrane lahko ponudimo našim uporabnikom. In s tem, prej sem zlokrat omenila obdelanost krajine, ne? In pokrajina je lepa, če je obdelana. In noben turist ne bo hodil gledati grmovja in po dolini Soče se boš peljal zato gor, ker boš videl lepo Sočo, zato ker so travniki, zeleni travniki pred Sočo, ki so pokošeni. Ampak tudi kot je vaš kolega gospod Stojan povedal, ne, da ne bomo sredstev namenili samo za požare, tako. Pa tudi Goriška Brda, kaj ne, Silvan Peršolja bi imela čisto drugačno podobo, če ne bi bilo pridnih rok teh bricev. Ja, seveda. To, kar se je poskušalo tudi zaščititi, celo umestiti v UNESCO seznam, terase, obdelanost, predvsem pa spoj narave, ne, da vidijo ljudje, kaj zrase in potem to tudi uživajo. To je vrhunsko, ne, nimo kaj izumljati drugega. Po to se ljudje pripeljajo daleč, prijejo z letali in potem nekaj dni želijo to doživeti v živo in tudi okušati. To je naša zmagovalna prednost. To, ko govorimo pa o povezovanju širše, ne, zdaj res tisti dogodek v Ljubljani, smo enkrat prav tako na enem druženju rekli, lejte, včasih so kakšne praznike praznovali z delovnimi zmagami, pa pejmo mi ta 15. september iti v Ljubljano in povedati, lejte, Primorska še ostaja, podjetja so še v slovenski lasti, tako mi doživljamo to našo samostojnost, tako ohranjamo to tradicijo in hkrati pogum in vabimo ljudi, da to podprejo, da okušajo, da vejo, da je Primorska del Slovenije, da vejo Ljubljančani, zdaj bi radi to pokazali še na Štajerskem, ne, šli v Maribor, šli še kam drugam, da jih opozorimo, da smo in z veseljem ugotavljamo, da tudi v kakšni drugi pokrajini, ne, špehajo malo, ti Primorci se znajo povezati, ponujajo, oni so itak nekaj takega bolj veselega, ne. Tako nas temperamentni bolj, kaj ne? Če lahko samo še dodam, Silvan, jaz mislim, da s tem res dokazujemo našo pripadnost naši Primorski. In še se spomnim, ko sem bila še na zbornici, tudi v tem upravnem odboru, pa ko smo sodelovali tudi tam, so nas dajali za primer, da če se hoče, se tudi da, ampak povsod, kot povsod posel delamo ljudje. In ljudje moramo biti tisti, ker si želimo to, ker vemo, da bomo zaradi tega nekaj dobrega naredili za druge, pa tudi na koncu za samega sebe. Še nekaj zaključnih misli nam bosta nanizala Silvan Peršolja in Anka Lipušček-Miklavič. Ja, 20. septembra se boste letos ponovno v Ljubljani, bo ukorakala Primorska, takole v navednicah, ampak predstavili se boste z združenjem po Primorsko. Silvan, so kakšni posebni načrti še letos, glede na to, da ste lani tudi začeli z novo blagovno znamko, z novo podobo, s sloganom Klapa dobrih okusov? No, zdaj smo prišli do tega slogana, da lahko potem proizvodi od vseh firm so prepoznavni. In ko prije nekdo na neko prodajno mesto, da lahko tudi opazi, to je iz te ekipe po Primorsko in morda zamudi kako sekundo več in posveti to pozornost. Na tem dogodku v Ljubljani pa imamo, poleg da se predstavijo, da so degustacije vseh proizvodov, hrane in tudi pijače,
se povabi primorske pevce, vedno je tudi godba napihala, običajno iz Marezik, in lahko rečem, da je rata prava fešta, ki se vedno konča z primorsko himno tudi, ne? In to je res en tak emocionalen dogodek. Letos bomo pa bolj poudarjali prav to zunanjo podobo in bojo vse stojnice opremljene s tem in s tem sloganom klapa dobrih okusov. No, tako se nadaljuje to povezovanje, ki je, kot smo vodoma slišali, nastalo zares tako spontano, sproščeno. Kaj vas še povezuje, Anka, kako bi strnili? Jaz mislim, da nas povezuje to, najbolj važno je, da se med sabo tako dobro razumemo, a ne? In povezuje nas to, vse to, kar sva že prej povedala, se ne bi ponavljala, a ne? Delujemo na enotnem teritoriju, želimo predstaviti našo Primorsko, želimo predstaviti naše podeželje, naša podjetja, ki res delujejo trajnostno, v korist vsem, kot sem prej že rekla, na koncu tudi v največjo korist in z največjim ciljem za našega kupca, ne, za kupca posameznih proizvodov, ki je na koncu zelo pomemben. In ja, želimo razvajati borbončice vseh nas in lejte, tudi ponosni smo, da so tudi naše restauracije, naši gostinci uporabljajo naše proizvode in a ni najboljši izdelek iz, recimo nek krožnik narejen iz surovin, pridelanih na našem področju. In jaz bi dodala še to Silvanu, kar je Silvan povedal, ko se dogaja v Ljubljani ta dogodek, povabimo tudi razne naše poslovne partnerje, politični vrh, bom tako rekla, ministrstva in povezuje nas naš primorski speaker in res tista himna, ko jo zaigra, ta godba napihala iz Marezih, res da take emocije, da se res začuti, da je Primorska en pomemben del naše Slovenije. In ja, mislim... Se tudi tke neka zgodba, za kar pa vemo, da danes je pomembno, kaj ne, tudi to je tisto, kar prepriča potrošnika. Samo še za konec, čisto na kratko, pravite, da se dobro poznate, kaj Silvan najbolj občudujete recimo pri Anki oziroma katero njeno vrlino? Ja, poznamo se pol stoletja, skupaj smo bili v študentu in pa to, ne, izhajamo iz teritorija in nekako smo se zavezali teritoriju. Tam, kjer je, rekel, marsikdo obupal in poslovno obupal, nekako smo drugega tudi podpirali, da smo iz tega, kar je pač na voljo, naredili nekaj. Se borite skupaj, Anka? Ja, jaz recimo to, kar je povedal Silvana, ne bi dodala še to, da mislim, da nas povezuje neka trma, neka vztrajnost, neka želja, da nam mora uspeti za vse nas. In ja, to cenim tudi pri Silvanu, ker ustraja že toliko let v Brdih, da so tudi v Brdih dvignili ta briška vina na izjemno visok nivo, ne, in da jih lahko potem na koncu smo jih in jih še zmeraj povezujejo z našimi odličnimi seri, z tistim, kar znamo pa mi dobro narediti. In ne nazadnje, a jim ne pošljemo dober zrak s Krna dol, da imajo lahko dobra vina. Takole odlično smo še nekaj skomin za prihajajoče kosilo naredili, gotovo našim poslušalcem in gledalcem tudi. Hvala lepa za tale obisk v studiu, za povedano, za navdihujočo zgodbo in seveda veliko uspeha še naprej. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Hvala za vabilo in pridite na dogodek. Tako, 20. septembra v Ljubljani. Še enkrat hvala tudi z moje strani, Vanja Trkman, sem bila z vami in tole so bili koraki do uspeha. Na slišanje prihodnjič. Koraki do uspeha.